Drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus, dragi bratje in sestre. Včeraj smo naredili uvod v duhovno razločevanje in povzeli pravila razločevanja duhov, ki veljajo bolj za prvi teden duhovnih vaj svetega Ignacija Lojolskega. Danes se bomo lotili pravil razločevanja, ki imajo isti namen kot pravila razločevanja v prvem tednu, da bi duhove bolje razločevali. Pri samem razmišljanju se bomo opirali na knjigo z naslovom Priložnost ali skušnjava, umetnost razločevanja in odločanja jezuita patra Silvana Faustija. Če velja prvo pravilo duhovnega razločevanja prvega tedna za tistega, ki gre od slabega k slabšemu, in ostalih 13 za tistega, ki gre od slabega k dobremu, pravila duhovnega razločevanja drugega tedna veljajo za tistega, ki gre od dobrega k boljšemu. Sveti Ignacij pravi, da je slednje škodljivo razložiti tistemu, ki ima še grobe skušnjave in se jih še ni naučil premagovati. Predpostavljam, da mi vsi, ki tole poslušamo in gledamo, si prizadevamo postajati vedno boljši kristjani. Kadar sovražnik ne more zapeljati človeka pod pretvezo mesenih čutnih užitkov, takrat poskuša pod pretvezo navideznih duhovnih užitkov. Pravila duhovnega razločevanja za prvi teden duhovnih vaj služijo za človekovo notranje očiščenje. V latinščini se reče via purgativa in obvladovanju samega sebe. Pravila za razločevanje v drugem tednu, poleg tega, da nam pomagajo k večjemu razumevanju in ljubezni do Boga in bližnjega, v latinščini se reče via illuminativa in via unitiva, pomagajo pri življenjski izbiri stanu ali pri drugih pomembnih izbirah. Medtem ko pravila razločevanja duhov za prvi teden temeljijo na razlikovanju med tolažbo in potrtostjo, ta zadevajo samo tolažbo, ki se kaže kot veselje. Slednje nas spodbudi k odločitvi in dejavnosti. Veselje je tudi potrditev določene dobre izbire, ki smo jo naredili, ali aktivnosti. Duhovna tolažba je lahko pristna ali varljiva. Pristna tolažba prihaja od Boga, varljiva od sovražnika človeške narave. Če sovražnik ne uspe zapeljati človeka z mesenimi, čutnimi užitki, ali takrat, ko je ta v potrtosti, ga poskusi pod pretvezo dobrega. Sovražnik skuša v dobrem z večjo pretanjenostjo. Zato je pomembno ločiti med tolažbo, ki jo daje Bog, in tolažbo, ki jo daje sovražnik človeške narave. Bistvena razlika se kaže v poteku tolažbe same in končnem cilju. Kadar človek zazna neko dobro misel, mora biti pazljiv, na kakšen način se pojavi. To namreč pomaga razumeti, ali je misel dobra ali ne. Če manjka samo ena od značilnosti sadov duha, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, obvladovanje samega sebe, pomeni, da nekaj ni v redu. Tako apostol Pavel v pismu Galačanom. Navzočnost ali odsotnost sadov svetega duha je zelo dober kriterij duhovnega razločevanja. Kar velja za misel, velja še bolj za dejanje. Ko človek dela dobro, mora biti pozoren na način, kako ga dela, ali je skladno s Gospodovim duhom ali ne. Dejanje, ki je na videz dobro, je lahko zaradi slabega namena slabo.
Na primer, starejšo gospo lahko pospremiš čez cesto, ker potrebuje pomoč, ali pa zato, da bi te ljudje videli in mislili, kako si kreposten. Silvano Fausti pravi: delaj samo tisto dobro, ki si ga želiš delati in za katerega veš, da je potrebno in koristno in ga lahko delaš v miru in veselju, z dobrim in čistim namenom. Ko se človek odloči za duhovno pot, se začnejo tudi skušnjave, in to čisto posebne, glede na dobro, ki bi ga radi opravili. Tudi Jezus je bil skušan po krstu v puščavi. Hudič ga je skušal s prefinjenimi skušnjavami, pri tem se je posluževal teoloških in svetopisemskih dokazov. Sovražnik je dober psiholog, teolog, retorik in strateg. Študiral je na najboljših univerzah, še preden smo jih mi ustanovili. Brez razločevanja bi Jezus podlegel sovražniku človeške narave in njegovim skušnjavam. Če si pripravljen, da bi delal dobro, nimaš pa razumnosti, ti bo sovražnik povečal vnemo, da te bo privedel do tega, da boš s svojo pripravljenostjo naredil mnogo slabega za obilico dobre volje. Če pa imaš dar razločevanja, evangelsko razumnost, bo sovražnik oviral tvojo dobro voljo tako, da te bo neprestano spominjal tvojih napak in napak drugih, ki so bile narejene v dobri veri. Ko je Anton Puščavnik videl, s kolikimi in kakšnimi mrežami sovražnik zapeljuje človeka, je vzdignil: in kdo se bo rešil? Neki glas mu je odgovoril: samo ponižni. Če smo ponižni, imamo možnost, da se rešimo, zveličamo. Sedaj pa prvo pravilo. Za Boga in njegove angele je značilno, da po svojih vzgibih dajo resnično veselje in duhovno radost, ter preženejo vsako žalost in vsak nemir, ki ga povzroča sovražnik. Zanj pa je značilno, da se bojuje zoper tako veselje in duhovno tolažbo z navideznimi razlogi in zvitostjo in neprestanim varanjem. Duhovne vaje 329. Kaj dela Bog in kaj dela sovražnik človeške narave, ko napreduješ od dobrega k boljšemu? Bog ti daje veselje, sovražnik ga poskuša vzeti. Kot je za cvetico značilno, da diši, vodi, da zmoči, ognju, da ogreje, soncu, da sveti, je za Boga značilno, da daje resnično duhovno veselje. Resnično pomeni, da ni navidezno. Po njem ti ne ostane razočaranje, ampak zadovoljstvo. Duhovno pomeni, da ni površno, se dogaja v globini tvojega srca. Skratka, gre za celostno veselje, ki odstrani vse vere in strahove in ti daje okus dobrega življenja v svobodi. To veselje je podobno veselju tistega, ki je našel veliki zaklad na njivi in se je odločil za Božje kraljestvo. To veselje da človeku moč, da naredi dobro izbiro. Gospodovo veselje je naša moč, pravi prerok Nehemija. Okusiti to veselje, ga ohraniti, se ga spominjati in biti hvaležen Bogu zanj, je tisto, za kar smo ustvarjeni. To veselje je predokus veselja v večnosti. To veselje je lahko začasno, zastrto,
s potrtostjo zaradi človeškega očiščevanja. O tem smo govorili v 9. pravilu razločevanja duhov za prvi teden ignacijanskih duhovnih vaj, ko je bilo govora o tem, zakaj smo v potrtosti. Sicer pa ima lahko človek obilo tolažbe tudi v stiskah, kot pravi apostol Pavel. On nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moramo mi tolažiti tiste, ki so v kakršnikoli stiski, in sicer s tolažbo, s katero nas same Bog tolaži. Sovražnik stori vse, da bi človeku vzel veselje. Vedno poskuša in pogosto mu tudi uspe. Bodi si, da človeku predoča stvari, ki ga motijo, še posebej tako, da mu prikazuje tehtne razloge, s katerimi vnaša v človeka nemir. Bog te spodbuja, sovražnik pa te strahovi hromi, da ne bi napredoval po poti boljšega. Vendar ga ne poslušaj, pravi Silvano. Sovražnik preusmeri tvojo pozornost samo na eno stvar. Bodi si negativno, bodi si pozitivno. Negativno, ki bi jo moral odstraniti, pozitivno, ki bi jo moral doseči. Za dosego tega cilja žrtvuješ sebe, druge in tudi Boga samega. Do krivoverstev, delitev in bojev je vedno prihajalo v imenu nečesa boljšega, zaradi katerega so ljudje pozabili na strpnost in usmiljenje, kar so lastnosti Boga. Prisotnost in odsotnost veselja je kakor lakmusov papir. Odkriva, kateri duh nas vodi, ali smo obrnjeni k svetlobi, ali k temi, k Bogu ali k samemu sebi. Kadar izgubiš veselje, je zato, ker tvoj pogled ni usmerjen k Bogu, ampak nečemu drugemu oziroma k sebi. Fausti pravi: glej sonce, obrni se k vstalemu Gospodu. Napolnila te bosta veselje in moč, da boš lahko vsak dan znova začenjal svoje delo. Srečno!